Obilno deževje je v preteklih dneh za seboj pustilo na tisoče razpokanih grozdnih jagod. Tako se je po številnih vinogradih že pošteno razpasla gniloba oziroma plesen. Zdaj, če se malo ozremo po vinogradu, sedaj trgamo sorto traminec in tole vino gre v buteljke, torej je to vrhunsko vino in niti ne odbiramo, ampak enostavno mečemo na tla. Samo zdrave, negnile jagode grejo v zaboje. Predvsem v obdobju zorenja je ključno, da ni veliko padavin. V času dozorevanja grozdja je jagodna kožica vedno tanjša, vedno bolj elastična in dovzetna za gnilobo. Še toliko večje težave imajo vinogradniki, ki imajo vinograde v nižjih predelih. Tam je namreč vlažno dlje časa, medtem ko je v više ležečih predelih zaradi vetra stanje nekoliko boljše. Pridelek bo precej manjši, jaz računam okoli 30–40%. Sedaj je tako ključna predvsem odločitev, kdaj začeti s trgatvijo. Pri tem se vinogradnik odloča predvsem med kakovostjo in količino. Včasih je bila, ko bi rekli, trgatev, je bil družinski dogodek, se je bil to običajno čez vikend. Zdaj v tem času, ko se vinogradniki nekateri profesionalno bavimo s tem, ni odvisno zdaj to, kdaj imamo čas, kdaj bi lahko, ampak se to, ti parametri zrelosti se zmeraj spremljajo. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu ocenjujejo, da bo letošnji letnik nekoliko slabši od lanskega. Tisti, ki imajo cilj pridelave vrhunskih vin, bodo vsekakor morali iti v podbiranje, torej in pridelati tistega nekaj manj, ampak tisto izjemne kakovosti. Če pa je cilj pridelava deželnega vina, pa seveda pač potrgati. Vinogradniki se tako strinjajo, da bo letos za pridelavo kakovostnega vina, po katerem slovenski pivci čedalje bolj povprašujejo, potrebno precej več napora kot v preteklih letih.